Dr. Gabi Čačinović-Vogrinčič, univerzitetna diplomirana psihologinja, doktorica psiholoških znanosti in družinska terapevtka, je profesorica in dekanja na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Vse svoje poklicno življenje dela na razvoju znanosti in stroke socialnega dela in v tem okviru raziskuje posebnosti procesov pomoči, ki jih definira kot soustvarjanje rešitev. V zadnjem času koncepta delovni odnos in izvirni delovni projekt pomoči, ki ju razvija, uspešno prenaša v šolski prostor, da bi prispevala k njunim spremembam v odnosu med učiteljem in učencem na način delovnega odnosa, da bi se tako vsakemu učencu zagotovil izvirni projekt soustvarjanja učenja v šoli, ki je od vseh. Pomurska akademkinja dr. Gabi Čačinović-Vogrinčič je ena od ustanovnih članic Pomurske akademije. Od samega začetka je z nami, dostakrat pride na konference, višno se pa mnogi spomnimo tudi njenih drugih predavanj in pa nastopov, kjer je v Pomurju napravila. To pomeni, da je tesno povezana z našim Pomurjem in da svoje bogato znanje tudi rada pride in prenese v naše okolje. Od samega začetka se ukvarja z socialnim delom in je po eni strani vrhunska znanstvenica, odlična pedagoginja, pa tudi k organizacijske sposobnosti ima face velike. Nenazadnje je dekanica Fakultete za socialno delo v Ljubljani. In kot takšno smo seveda face veseli in ponosni, ko imamo v naši akademiji in predvsem, ko tako rado tudi pride in svoje znanje deli z nami. Drugačen svet in v njem drugačna šola bo svet, ki zagotovi dostojno življenje za vse ljudi, življenje, ki daje smisel in omogoča ustvarjalno udeleženost v solidarni skupnosti. Zagotovila varujeta pravna in socialna država, vsem dostopno odlično javno šolstvo in zdravstvo ter dostop do kulture, sta med temeljnimi pogoji za družbo prihodnosti, ki temelji na socialni pravičnosti in človekovih pravicah. Potrebujemo odlično javno šolo, a drugačno šolo. Potrebujemo šole, ki gradijo na viziji, da je lahko vsak učenec uspešen v šoli. Paradigmatski premik za drugačno šolo je možen, čeprav ni enostaven. V raziskavi Fakultete za socialno delo, ki jo predstavljajo v monografiji Učenci z učnimi težavami, izvirni delovni projekt pomoči, so preizkusili koncept soustvarjanja znanja z učenci z učnimi težavami in dokazali, da so spremembe možne in uspešne, če v delovnem odnosu med učiteljem in učencem omogočimo, da se sliši učencev glas v procesu soustvarjanja učenja. Pričujoči prispevek temelji na izkušnjah in ugotovitvah te raziskave. V dnešnem predavanju pomurske akademkinje dr. Gabi Čačinović-Vogrinčič smo čuli, kako socijala vpliva na šolo, kako je uspeh odvisen od socialnega statusa učencev pa učenk. To je seveda face važno, zato ker v Sloveniji imamo 2 milijona glav in te glave že od mladega treba čim bolje napolniti. Vsakšno čim bolje napolniti z znanjem, zato ker od tega je odvisen tudi naš razvoj. In tu seveda ne sme biti razlike med tistimi, ki so socialno šibkejši, pa med tistimi, ki pač socialnih težav nimajo. In zavoljo tega je toliko bolj važno delo z tistimi, ki so mogoče vsi te potencijali zavoljo malih stvari neizkoriščeni. In v dnešnem predavanju, da nam Gabi pokazala, kako malo dostakrat treba, ko se iz nekoga, ki ima slab učni uspeh, lehko prelevi v face uspešnega. In seveda te vzorec kaže tudi ponicati vse posedi indre, ki tako malo fali, ko si lehko face uspešen. Vabljeni k zanimivemu predavanju. 20% učencev v osnovni šoli je neuspešnih, ker jim odrasli ne pomagamo, da bi našli svojo pot do učenja. Ena temeljnih otrokovih pravic je pravica do izobrazbe, zato je nedopustno, da pustimo petino učencev brez dobrih temeljev za življenje. Šolski neuspeh zaznamuje človeka za vse življenje, zato je tako pomembno, da šola postane prostor uspešnega učenja za vse.
Neuspešni učenci želijo in zmorejo biti uspešni, a potrebujejo učitelja, ki jim bo pomagal razumeti, da bi znali, učitelja, ki se jim zna pridružiti, z njimi raziskati naslednji korak v procesu učenja. Raziskava je jasno pokazala, da je to učinkovita pomoč. Naši učenci so preveč odvisni od podpore in pomoči staršev, zato je razslojevanje veliko in nedopustno. Revščina je prišla v šolo, revni otroci so slabše ocenjeni in tega ne smemo dovoliti. Drugačen svet zveni res skoraj romantično po teh resnih temah, kot je delovna zakonodaja in uspešno podjetje. Ampak jaz seveda to mislim smrtno resno. Ker če mi vidimo za vaša vprašanja, za to, koliko smo investirali podrobnosti izdelanih programov za kontrolo človeka po človeku, še ne tako v Ameriki, ampak na tej poti smo, v neskončnost, pokaže počasi popoln nesmisel tega dela. In to podjetje vaše, ta vaša vprašanja, pokaže, da je seveda uresničljivo to, o čemer vi govorite, ampak kot ena soustvarjena skupnost ljudi, ki imajo smisel. In zato je za mene drugačen svet ne samo obet, ampak je nuja. Nuja je, vi veste, da tako kot gre, ne more iti naprej. Ne more iti naprej, mi potrebujemo drugačne odgovore, drugačne besede, drugačne koncepte. Drugačen svet je svet, ki omogoča dostojno življenje vseh ljudi. Konvencija o človekovih pravicah temelji na dostojnem življenju vseh ljudi. Neoliberalni projekti ne omogočajo, absolutno ne omogočajo v ničemer zadovoljevanje konvencije, ki smo podpisali. Je norma za vse nas. Torej, ne moremo iti v to smer. Drugačen svet in za človeka dostojno življenje v naši domovini gotovo pomeni to, da imamo za vse javno dostopno zdravstvo, za vse javno dostopno odlično šolstvo, kulturo in tako naprej. In nekaj, kar imamo in ne smemo izgubiti. Pa smo v hudi nevarnosti, da to bomo. Ampak jaz sem se seveda osredotočila na šolo, na drugačen svet in drugačno šolo v njem. Ker drugačen svet se začenja v šoli. Ti vaši sodelavci in naši delavci so vsi nekoč otroci. In mi potrebujemo za ta svet in še posebej v Sloveniji, še posebej v tej moji ožji domovini, to, kar je v naslovu, šola, ki je od vseh. To je šola, kjer vsak otrok lahko napreduje. Šola, kjer vsakega otroku omogoča en izvirni delovni projekt, ki ima smisel zanj, ki omogoča uspeh, ki ga opremi za življenje, ki ga uči solidarnosti, sočutja, pomoči, sodelovanja in tako naprej. Saj to je poslanstvo šole, a ni? In vprašanje je seveda, ali je to mogoče. Poglejte, v šolo pride vsak otrok. To je še edini prostor, kjer lahko res zagotovimo avtonomijo, zagotovimo temeljni občutek lastne vrednosti, zagotovimo ustvarjalnost, zagotovimo žive ljudi, ki bodo svoje življenje živeli. Vsak otrok. In vsak otrok ima pravico do tega, da je šola tudi njegova. In veste, da so rezultati naših otrok v Pomurju ena katastrofa v primerjavi, nezaslužena, krivična in ne sme biti. In ne sme biti. In vi veste tudi, da revščina prihaja v šole. Vi veste, da revščina razsluje hudo v šoli. Vi veste, jaz vem, ti veš, medve veva. V Sloveniji obstojajo študije, resne študije pedagoške fakultete, ki pokaže, da so revni otroci slabše ocenjeni. Za mene, ja. Ja. Izdelane študije. In to je alarm. To je pa res alarm. Za cel pedagoški poklic mora biti alarm. Ker seveda šola ni v šoli. Šola je doma, šola je povsod. Nikjer po evropskih raziskavah, tudi PISA, so naši otroci najbolj odvisni od pomoči izven šole.
kar je spet izredno slab znak. Izredno slab znak, krivični naslojevalski znak. In zdaj, moj koncept, šola, ki je od vseh, me boste vprašali, če je uresničljiv. Je uresničljiv, absolutno. Ampak zahteva spremembo paradigme. Iskanje znanja, ne neznanja. In v temelju spremembo odnosov med učiteljem in učencem in v temelju proces učenja, ki se res soustvarja, ki je tudi učenec, sogovornik, soustvarjalec, sodelavec. O delu govorim, ne o prijazni šoli, ko se to dostikrat zlorablja. Učitelj, ki da učencu dvojko, pa nič česa ne zna, to je katastrofalno dejanje. Isto kot je katastrofa reči otroku, s tebe nikoli nič ne bo. Raziskave, ki delamo za nekaj let, pedagoška fakulteta in fakulteta za socialno delo, se čudite, zakaj mi, zaradi modela, ki smo ga mi izdelali, oziroma jaz, o možnih spremembe odnosa med učiteljem in učencem. Mi smo začeli z raziskovanjem učencev, ki so neuspešni v šoli. A veste, to niso ne nadarjeni, ne posebne potrebe, ne nobena odločba. To je tisti spregledan delček v razredu, ki ni tako majhen, lahko bi tudi 20% in več, ki imajo preprosto učne težave, ki jim slabo gre. In ki imajo od 1. do 9. razreda učne težave, kot da je usojeno, da imajo učne težave. In smo šli gledati, kdo so ti otroci in zakaj obtičijo v učnih težavah. In smo videli, kdo so ti otroci. Čudilo vas bo. To so otroci, ki praviloma hočejo znati. Ampak da bi znali, morajo razumeti. In nimajo človeka, učitelja, odraslega človeka, ki bi imel čas in potrpežljivost, da jim razloži tako, da bodo oni razumeli, da bodo lahko šli. V Sloveniji imamo odlične oblike pomoči. In nič ne govorim proti slovenski šoli, govorim pa za spremembo paradigme v njej, da bo jasno. Vsi otroci z učnimi težavami so deležni neke oblike pomoči. Vsi. Ampak veste, kaj se je pokazalo v teh naših reprezentančnih raziskavah o otrocih z učnimi težavami? V teh procesih pomoči sami niso udeleženi. Ne sooblikujejo jih. Niso zares opremljeni, niso okrepljeni, da bi jih premagali. Na nek način so kot bi zazdravljeni na nek. In niso sami tvorci teh sprememb. Niso sami nosilci svojega razvoja s ponosom zdvignjeno glavo, ostanejo izrinjeni in drsijo in drsijo in drsijo ven. Posebej, če nimajo doma vse opreme in če nimajo doma podpore in če niso iz pravega družbenega sloja in če niso revščine ali neslovenci in podobno. In potem smo nastavili projekt, koncept pomoči, ki je gradil na spremembi odnosa. Otrok z učnimi težavami, pač v kompliciranem procesu smo zbrali 9 slovenskih šol, ena je tudi iz naše pokrajine, iz Pujconec, krasno smo sodelovali, in 18 otrok z učnimi težavami in staršev in svetovalnih delavcev in učiteljev. In smo začeli delati proces pomoči zanje na način, da je bil otrok v središču in smo vsi vedno znova v soustvarjalnem procesu načrtovali vsak korak naprej. Veste, kakšno je to fantastično delo? Kako so ti otroci polni ustvarjalnosti, razumevanja in znanja, ko dobijo priliko za to? V čisto drugem načinu razumevanja. Zato tudi mi uporabljamo ves čas drug jezik. To je šola, o kateri želim, zajeta v tem končnem zapisu na koncu. Učitelj je spoštljiv in odgovoren zaveznik otroka. Zaveznik otroka. Spoštljiv pomeni, da se mu lahko pridruži tam, kjer otrok je. Če ti ne smeš ne znati v šoli, je po tebi. Ker ti moraš štartati o tem, to vi tudi veste v podjetju, gotovo. Moraš štartati tam, kjer ne znaš. Ti moraš narediti prvi korak naprej. Tudi v šoli velja, da učenec vse, kar rabi za to, da bi napredoval, ima že v sebi. Ampak ni dosegljivo, ni uporabno, ne more vzeti v roke. Ni v procesu, da bi se mu to lahko zgodilo. Ker so učenci so eksperti z izkušenj, ne? On mora vedeti, kje je.
In on mora imeti besede, koncepte, celo potovanje in izkušnje, da bo spremenil svoj neuspeh v uspeh. Ko smo mi imeli festivalski del na naši fakulteti, ko smo začeli to raziskavo in smo povabili vseh 18 učencev, njihovih staršev, učiteljev in svetovalnih delavcev in smo delali skupaj, pa v skupini, da smo jim koncepte razložili. Vse šole imajo, mojo knjigo so ustvarili v šoli, učenje kot pogovor, naše raziskave, DVD-je o tem, kako delamo in to, so nam rekli otroci z učnimi težavami, najbolje razumeli, za kaj gre. Jaz sem jim rekla, kako razumem pomoč, tudi v šoli. To vidimo v lepi slovenski besedi pomoč. Če jo razstavite, pomoč. Po kaj pride učenec? Po več moči, ne po manj. Po znanje, ne po ponižanje. Po uspeh, ne po neuspeh. Ne da bomo vsi Nobelovci, ampak da vsak človek napreduje. Ni dobro ta skupina, pa ona skupina, pa ta pa ona. Posameznik v razredu mora biti tisti, ki se ga vidi in si ga sliši, da bi se zgodilo nekaj takega, kot je tukaj zapisano, a vidite. In učenci so to takoj razumeli. S to željo so prišli na plenum. In veste, kaj so si želeli? Učitelja, ki se bo k njim sedel in tako dolgo pri njih sedel, da bodo razumeli. Ne vsakim 8 ur na dan, kdaj s kom 10 minut in kdaj s kom pol ure, ni treba več, čeprav vi veste tudi, da iz šole izginja proces, izginja čas. Med drugim nam ta svet danes in ti koncepti življenja, kot ga ne moremo več sprejeti, jemljajo čas, za več nič ni časa. Vse se že mudi, vse je že minilo, vse je že odšlo, 5 minut, 3 minute. Učenje je proces. Če hočemo zastaviti za otroke in mlade ljudi osnovo, da se sami sabo srečajo, se spoznajo, da spoštujemo delovni koncept otroštva v delovnem odnosu, potrebujemo čas, to ni na klik. V šoli zahtevamo dostikrat ready-made otroke. Ja, okom ti skokom, to naredi, sem pridi, jaz vem, to naredi, jutri pa že dobiš minus, ker nisi. Celega procesa ni. Potem so ljudi navajeni, da ni, da nekdo drug, da nima smisla. Saj smisel ni injekcija ali zahteva. Smisel je v šoli od 1. razreda naprej, ampak moraš biti uspešen za smisel. Ne, moraš vedeti, kam greš, moraš razumeti, kaj se s tabo dogaja. In verjemite, da je v šoli možno. Verjemite mi. Vedno bolj vidim, vedno bolj jasno je, da je v šoli možno. In to je, ne, poglejte, kakšna je to izjava, ki ni dramatična, ne. Kako lahko učitelji praktiki ustvarjajo take odnose in pogovore s svojimi učenci, da omogočijo vsem udeležencem dostop do lastne ustvarjalnosti in razvijajo možnosti tam, kjer se je prej zdelo, da jih ni. Najtežje nam je bilo v šoli najprej postaviti glas učenca v središče, da bi imel besedo. To je bilo potrpežljivo delo iz meseca v mesec, vseh ta skupaj, ki smo to želeli. In vsakokrat, na vsakem sestanku, vsak mesec smo začeli s tem, da se učimo in da se otrok nauči, da sme, da je varno, da more, da je dobro, če pove. Ker veste, to je neverjetno, koliko je teh 18 otrok garalo. Oni so imeli vse odgovore. Mi se nikoli ne bi izmislili učinkovite pomoči, če nam ne bi oni tega povedali. Tako preprosto kot eni kontrolki, en deček, ki je imel rahlo brano napisovalne mote, rahle. Že to, da je hotel biti dober matematik, v šoli se mu rekel, saj si dovolj dober, ampak hotel biti zelo dober. Ampak pri nalogah, ne, veste, na eni strani 100 nalog, pa že v 3. razredu osnovne šole, na eni strani 100 nalog, ena zraven druge. In naloge so bile take, veste, najprej one najlažje, potem one srednje, potem one najtežje, potem pa one za Nobelovce, a veste tiste, ki. In to dete, ker je hotel biti dober, je hitel, ne, veste, je preskakal tudi, najlažje ni rešil, najlažjih ne, ker se mu je mudilo, da bi vse naredil. Ne. In kaj smo raziskali z njim, z učiteljico njegovo, z mamo na naših projektnih srečanjih vsak mesec. Prosil samo to, razrežite mi nalogo, da bom imel 3 delčke. Ne? Da bom rešil enega in odložil. Mislite, da je to bilo enostavno v šoli narediti? Ni bilo tako preprosto, da vi ne boste mislili. To je bila skoraj drama o tem.
Ne? In veste, kaj bo rečeno? Potem bo pa znal. Mene je skoraj kap. Ker potem bo olajšalo, za vse enako ni nič. Za vse enako za njega katastrofa. Tako je pa dobil. A vidite? Delo iz perspektive moči, kot pravimo, ne, to je, vidim, da moram gledati na uro, pol mene zagrabi strast. To je moj model dela, kot vaš model dela, vseh korakov. Ne, kako postaviti stvari. Moj model vseh korakov, kako to lahko naredimo, ampak to bomo kdaj drugič, ampak izhodišče je praksa iz perspektive moči. Ne? Ja, bom, takoj. Tudi nekaj, če za v šoli ni. Iz perspektive moči pomeni, ne, da najprej pogledaš poln kozarc. Da začneš iz tega, to ni dramatična izjava, to je navodilo za delo. Tudi za vašo, vi pravite, ravnanje z delavci. To ravnanje ni ravnanje pomikanja človeka sem pa tja, ampak najprej odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti učenčevo moč in vire. Za to gre, to smo ljudje. In zdaj samo še zadnji stavek. Da povedem Stefanom Heslom. Poznate slavnega Stefana Hesla, njegovo knjigo Dvignite se. On je napisal še eno knjigo, ki še ni prevedena, je samo v francoščini. In naslov te knjige je Obračun sem naredil, oziroma skoraj. In osnovna misel te knjige je, zavrnite nesprejemljivo. In izumite tisto, kar je še neznano. In na tem pragu mi danes stojimo. To sta mi tudi vidva rekla pravzaprav. In v šoli smo dolžni, odrasli ljudje, spostaviti spoštovanje otroka v središče in narediti vse, kar moramo, mobilizirati vse moči, da bo vsak otrok imel svoj uspešen projekt. In ne smemo pristati na to že danes, da revščina izloča otroke. Absolutno ne. Šola se mora vrniti v šolo. In zato moramo, in veste samo še zadnje stavek, kaj je nesprejemljivo, kaj ne smemo dopustiti, vemo, kaj pa izumiti novo, mobilizacijo vsakega učitelja, vseh staršev in vseh otrok, zato da nihče ne bo izključen. Da bo res revščina ostala na pragu, če še tam mora biti, ampak ne bo omejila sposobnosti za razvoj in napredek in smiselno življenje naših učencev. V tako opevani in uspešni finski šoli vsak učenec napreduje na svoj poseben individualen način. Tako je soustvarjalec svojega učenja, napredka novih znanj. Tu je motivacija in ne boj vseh proti vsem. Na podobnih področjih raziskujejo ob pomurski akademkinji dr. Gabi Čačinović-Vogrinčič še naslednji člani PAZU. Pomurska akademkinja dr. Karin Bakračević-Vukman, pomurski akademik dr. Ludvik Horvat in pomurska akademkinja dr. Metka Kuhar.